Prisrčen pozdrav vsakomur, ki se je odločil, da bi rad spoznal LDS in sledil mojim življenjskim izkušnjam, spoznanjem, kako biti boljši in kako imeti sebe rad na najboljši možen način. Kaj ta kratica LDS pomeni? To ni ime stranke, to pomeni ljubezen do sebe, vsega in vsakogar. Ampak najprej ljubezen do sebe. Ste se kdaj vprašali, ali se imam rad, se imam rada, takega kot sem? Največkrat bi rekli ne. Našli bi občutke v sebi, da v nečem pa nismo dovolj dobri. Ste se kdaj vprašali, zakaj ne? Kaj nas pri tem ovira? Veste, da se ne maramo, se zagotovo ne maramo zaradi ene trditve ali izkušnje, ki smo jo dobili enkrat v preteklosti, ki nas je tako globoko zabolela. Začeli smo se spraševati, kaj je z mano narobe, da ta oseba tako misli o meni, kar jaz nisem. Takih trditev je v življenju še več, ampak samo ena je tista, ki je najmočnejša, globoko v meni, ki je tako pomembna za naše prihodnje življenje. Največkrat to trditev dobimo že v otroštvu. Lahko nam jo izreče kdorkoli, starš, oče, mama, sestra, brat, prijatelj. Lahko samo enkrat ali pa večkrat v življenju, ki se tako globoko vsidra v nas, da smo prepričani, da je to res. Občutek v tistem trenutku za besede ali dejanje, ki nam ga je nekdo izrekel ali naredil, tako zaboli, saj imamo tisti trenutek občutek, da nismo dovolj dobri, čeprav v sebi čutimo, da smo okej. Sprašujemo se, zakaj me nekdo obsoja za nekaj, kar jaz nisem. Ta občutek, da nisem dovolj dober, dovolj dobra, nosimo v vsak odnos, v vsako sredino, kjer smo. Ta občutek se tako globoko, nezavedno vsidra v nas, temu rečemo globoko prepričanje, ker kasneje nezavedno vpliva prav na vse naše odločitve v življenju in so posledica, da se za pomembne stvari ne odločimo. Vse to sem v svojem življenju doživela, govorim vam iz svojih izkušenj. Krivila sem druge, da so krivi za moje življenje. Vse do takrat, dokler nisem doživela ali pa dokler nisem naredila sama svojo samoanalizo za sebe. Kdo jaz sem? Kdaj sem jaz doživela občutek, da nisem dovolj dobra? Veste, kakšnih 10 let nazaj se je meni skozi pred očmi pojavljala ena slikca, da sem jaz kot majhen otrok ležala v bolnici v eni posteljici, poln praznih posteljic zraven mene, tam daleč je bil še mogoče en otrok. In na obisk meni sta prišla moja mama in moj brat. Jaz sem si tako želela, da mama mene vzame v naročje, ker sem bila tam tako sama, tako žalostna, da me stisne k sebi in da dobim občutek, da me ima rada, da ni pozabila na mene. Ampak veste, mama me ni vzela v naročje. In takrat sem se jaz spraševala,
Pa kaj je z mano narobe, da mene moja mama ne vzame v naročje, ker sem jaz tako sama tukaj, tako žalostna. Dokler nisem te svoje samoanalize delala in sem ugotovila, da moja mama je mene še kako rada imela in da je prišla iz Domžal v Ljubljano peš k meni na obisk, da je videla, kako sem. Ampak verjetno me ni smela v naročje vzeti ali pa k sebi, ker sem imela kakšno nalezljivo bolezen, ker v tistih časih je bilo tega veliko, ko sem bila jaz majhna. Tako da sem tukaj razumela, da je bilo to moje prepričanje, da nisem dovolj dobra, napačno. Kdo vse mi je v mojem življenju kazal to mojo pomanjkljivost, da sem vedno znova doživljala občutek, da nisem dovolj dobra. Trudila sem se do onemoglosti, da bi dokazala, da imajo napačno mišljenje, napačno predstavo o meni. In lotila sem se s to svojo samoanalizo spoznavati vse svoje vrednote, ki sem jih do tedaj v svojem življenju pridobila. Spoznala sem vsa svoja znanja, teoretična, ki sem jih pridobila skozi šolanje, razne tečaje izobraževanja, lastno izobraževanje skozi branje knjig, veliko sem jih prebrala, gledanju in poslušanju video. Spoznala sem vsa svoja praktična znanja, ki sem jih pridobila v življenju, da lahko poskrbim za svojo samostojnost, svojo neodvisno življenje, da mi ni treba biti odvisna od drugih, da znam sedaj to ceniti pri sebi. Praktična znanja so prav čisto vse. Da znam jesti, da znam hoditi, da znam govoriti, da znam šivati, da znam plesti. To je bilo toliko enih praktik, znam kuhati, pospravljati. To je včasih samo po sebi umevno, ampak to ni res. Naučila sem se in znam. Spoznala sem, kdo me je teh osnov za praktične sposobnosti tega znanja naučil in kaj sem se naučila sama. Veste, še veliko temeljnih vsebin ta samoanaliza ima. Velikokrat si rečemo, saj jaz vem, kdo jaz sem. Ali je to res? Ta trditev je v naših glavah. Naša glava pa je polna vseh drugih vsebin, skrbi, obveznosti v tistem trenutku. Tudi če mi vemo, kdo smo, nas trditev nekoga lahko zaboli, nas zmede, ker ne vemo, v kateri mapi v mojem osebnem kompjutorju, v moji glavi je mapica, da bi pogledala in spoznala, da to, kar mi nekdo reče, ni res. Ker v moji osebni mapi mojih vrednot je vse drugo kot trditev nekoga, da nisem dovolj dobra in kazanje na moje napake. Zato je ta samoanaliza zelo pomembna za vsakega od nas. Da jo imamo ne samo v glavi, ampak tudi na papirju. Da vidimo in spoznamo, kdo smo. Ne, da samo mislimo in dopustimo, da našo pozitivno misel o nas povozijo negativne trditve nekoga, ki kaže samo na en majčken del nas, mene, celega mene pa sploh ne pozna. Veste, če si predstavljate eno veliko mizo in tam na sredi je ena majčkena packa ali pa na robu je ta miza majčken okrušek, da ni čisto lepa, tako kot je bila nova.
In nekdo kaže in predstavljajte si, da je ta miza vaše življenje do zdaj. In nekdo kaže na tisto majčkeno packo ali pa ta okrušek, celega vas pa ne pozna. Skozi razne izkušnje in trditve ljudi, da nisem dovolj dobra, sem prišla do občutka in spoznanja, da mi ta oseba onemogoča, da bi jaz v tej osebi videla njegove napake, pomanjkljivost, s katero se ravno tako ona sama ukvarja in ne zna ven njih, prav tako kot jaz ne. In ta oseba postavlja meni ali pa nam trditve, da mi ne bi brskali po njenem življenju in kazali njenih napak. Prst, ki ga usmerja k meni, ta oseba, kakšna jaz sem, pomeni trenutek, da se zopet ukvarjam sama s svojim globokim prepričanjem, da nisem dovolj dobra. To je uvod prve večernice, kako spoznati samega sebe v nulo, da bi se imeli radi same sebe, brezpogojno, take kot smo. Z ljubeznijo do vas prisrčno pozdravljam, nadaljevanje sledi. Vesela bom vsakega vašega všečka, deljenja mojih vsebin ljudem, ki jim privoščite dobro.